Predsednik vlade, v začetku tega mandata ste oblikovali 20 ministrstev, med njimi tudi Ministrstvo za solidarno prihodnost. Nekateri so ga že takrat poimenovali kot Ministrstvo za prodajanje megle. Alan Ford pa je vizionarsko že pred desetletji napovedal to ministrstvo z uradom za istraživanje ruda in gubljenje vremena. Da prevedem v slovenščino, iskanje rude in potrato časa. Napovedi in obljube glede uvedbe dolgotrajne oskrbe in gradnje stanovanj so bile ogromne. Vsem, ki poznajo obe področji, je bilo jasno, da tudi žal nerealne. Danes smo v stanju, ko na tem ministrstvu žal med letom delajo od doma, med dopustom pa si izplačujejo bogate dodatke za povečan obseg dela. Dela opravljenega pa ni čisto nič. S 1. julijem letos ste začeli pobirati prispevek za dolgotrajno oskrbo. Medtem ko v dolgotrajni oskrbi na domu ni ne duha, ne sluha, začeti pa bi morala isti dan, 1. julija letos, ko ste začeli pobirati prispevek. Zdaj smo proti koncu septembra, nimamo informacijskega sistema, nimamo storitve, nimamo niti ene izdane odločbe. Medtem ko Albanija v javno upravo uvaja umetno inteligenco, bi vi pri nas odločbe za dolgotrajno oskrbo na domu izdajali ročno. Pričakujemo lahko na tisoče vlog zaostanka, pa čeprav večji del sistema dolgotrajne oskrbe sploh še ni v veljavi. Začel bo veljati 1. decembra letos z dolgotrajno oskrbo v instituciji. Ob vseh teh zaostankih bo treba prevesti 20.000 sedanjih upravičencev, ki bivajo v domovih, na nov sistem dolgotrajne oskrbe. Če se to ne bo zgodilo pravočasno, zato ste vi in minister Maljevac odgovorni, bodo morali ljudje za oskrbo v domu plačevati več, bistveno več kot sedaj. Kaj lahko ob tem fiasku, polomu, sploh še poveste v bran ministru za solidarno prihodnost Maljevcu? In kdaj bodo ljudje dobili storitve dolgotrajne oskrbe, za katere že plačujejo? Jaz se opravičujem naprej, če ne bom odgovoril na vse, zaradi tega, ker to je stvar interpelacije, ker bo minister najprej sam pojasnil. Dolgotrajna oskrba je eden najbolj kompleksnih projektov v zgodovini naše države. Verjetno tudi zaradi tega ni bila vpeljana še prej. Ta sredstva se zbirajo na posebnem računu v zdravstveni blagajni, tam, kjer vsi ostali prispevki za zdravstveno oskrbo Slovenije. Račun je poseben, sredstva so namenska in niti evro ne bo porabljen za nič drugega kot za dolgotrajno oskrbo. To, kar je bivši minister povedal, glavna stvar dolgotrajne oskrbe. Nekatere storitve se že izvajajo, e-oskrba se že izvaja. Pa glavna stvar dolgotrajne oskrbe je, kako bomo zagotovili vsem tistim, ki potrebujejo zdravstveno pomoč, ki so v domovih za ostarele ali pa doma in ki so danes odvisni od svojih družin. Nič se ne bo povišala cena, jaz ne vem, odkje vam ta podatek. Danes domovi, še posebej privatni, računajo med 1500 do 1700 na oskrbovanca, ki potrebuje zdravstveno pomoč. Po zakonu, ki ga je sprejela ta vlada in ki bo začel veljati s 1. decembrom, bo za standardno oskrbo v dvoposteljni sobi postavljena kapica. Kapica, ki je enaka minimalni pokojnini za polno delovno dobo. Na ta način bomo prvič dosegli, da bo vsak upokojen, ki je oddelal 40 let pokojninske dobe, svojo lastno pokojnino pokril plačilo v domu za ostarele. Nihče ni verjel, da bo to sploh možno. Danes smo na temu, da s 1. decembrom to zaživi. Če bi imeli iskren namen, da pomagate ostarelim, ki so v domovih, pa tudi njihovim svojcem, bi počakali vsaj na 15. december. Bi mogoče takrat začeli govoriti, kaj vse ni narejeno, ne pa da strašite ljudi 2 meseca pred uradnim rokom, ki ga poznamo že, odkar je bil zakon potrjen. In moj odgovor je samo eden. Ja, strinjam se, da moramo zelo paziti, da se bo to dejansko zgodilo. Da. In minister Maljevac je seveda za to odgovoren, da se bo to tudi zgodilo s 1. decembrom. Ampak danes še ni 1. december. In danes je še vse po časovnici, po zagotovilih ministra na tem, da bo to tudi zaživelo. Gre pa za tako kompleksni sistem, ker je toliko ljudi, da se bojo vedno dogajale tudi napake v postopku implementacije. Vedno. Jaz prihajam z gospodarstva, proces implementacije je vedno tak, začneš, potem pa popravljaš in jih odpravljaš. In zdaj v tem trenutku smo natančno v tem procesu. Jaz sem prepričan, da bosta minister in njegova ekipa to zagotovila. Ukolikor ne bosta, bosta pač morala za to nositi politično odgovornost. Še enkrat, da gre za tako pomemben projekt, ki je vladni in ne samo enega ministrstva. In veste zakaj? Zato, ker si naši starši in naši dedki in babice to zaslužijo, da jim omogočimo, da ohranijo dostojanstvo tudi takrat, ko jih zdravje izda. In druge evropske države to že imajo. Mi pač to počnemo pod to vlado, kot če 1000 drugih stvari pod to vlado in pod nobeno drugo.
Predsednik vlade, res niste odgovorili skoraj na nič. Razen zelo dobro sem vas slišal, da ste rekli o prevzemu odgovornosti ministra, če ne bojo zadeve 15. decembra izpolnjene. 15. december je prepozno, predsednik vlade. Že na 2 od 3 korakov uvajanja dolgotrajne oskrbe je maljevac padel, pogrnil. Če že 2 tako slabo uvajaš, tvegaš, da boš na 3. popolnoma pogrnil. In tu ne gre za neke stvari v skladišču, za računalnike v skladišču, pa za nakup Litijske, ampak gre za več 10 tisoč starejših oseb, naših babic in dedkov, ja, ki si zaslužijo najboljše, ne pa takšno igračkanje. Dobili ste tudi poziv Obrtne zbornice Slovenije. Zelo dobro smo ga slišali vsi, tudi nekateri vaši ministri, ki so bili prejšnji teden na mednarodnem obrtnem sejmu. Poziv k odstavitvi ali odstopu ministra za solidarno prihodnost. In to ni politikanstvo, to so obrtniki in podjetniki, to so ljudje, ki ustvarjajo, ki s svojimi zaposlenimi živijo, ki se vsak dan iz dneva v dan prebijajo in zdaj vejo, da z trdo zasluženim denarjem morajo plačevati nekaj, kar ne obstaja. Te storitve ni, predsednik vlade. Skupaj z Obrtno zbornico in z vsemi na mednarodnem obrtnem sejmu vas sprašujem, kdaj boste odstavili ministra Maljevca, ki je odgovoren za katastrofo. Hvala lepa. Vsak resen gospodar bo odgovoril, da tistega, ki je odgovoren, da s 1. decembrom izpelje eno najpomembnejših sprememb v zgodovini Slovenije, ne odstavlja še en mesec prej, ampak mora najprej stvari izpeljati. Jaz sem prepričan, da jih bo s 1. decembrom izpeljal. Izpeljati jih mora zaradi ljudi, naših ljudi v domovih za ostarele. In politikanstvo je vse, kar se dogaja pred 1. decembrom. Ta datum ni nič novega. Jaz razumem, da marsikdo vidi samo sebe, vedno samo sebe in svoj lastni interes. Jaz pa verjamem, da je to, da poskrbimo za starejšo generacijo, nekaj, kar moramo narediti, ne glede na svoj trenutni privatni interes. Pa jaz imam konkretne primere z imeni in priimki, koliko morajo danes otroci plačevati za svoje obnemogle starše. 1700 evrov na mesec v privatnih domovih. Pa koliko ljudi si lahko privošči plačevati 1700 evrov neto za oskrbo v privatnem domu? Koncesionarjih vaših, v redu. Koliko ljudi? Malo. Tudi tej, ki danes plačujejo enormne oskrbnine, bodo v bodoče lahko plačevali manj. Predlagam, spoštovane poslanke in poslanci, da opravimo splošno razpravo o tem odgovoru. Očitno je, da predsednik vlade ni bil zbriferan niti o tem, kaj pomeni zasebnik s koncesijo v javni mreži dolgotrajne oskrbe. Očitno je, da meša zasebno in javno. Zasebnik s koncesijo, dom starejših, opravlja javno storitev dolgotrajne oskrbe in polovico jih je, predsednik vlade, v naši državi in zelo pomemben del javne mreže oskrbe starejših so. Očitno je tudi, predsednik vlade, da če Gibanje Svobode dovolj stisneš, popustite in začnete spoznavati napake. Tako se je zgodilo pri Romih, tako se je zgodilo pri helikopterjih, tako se je zgodilo pri normirancih, pri kmetijstvu vidimo, kako slabo se upravlja bolezen modrikastega jezika, ta epidemija, in sedaj upam, da bo ta pritisk, ki ga v Novi Sloveniji in v opoziciji vršimo na ministra Maljevca in tudi na vas, obrodil sadove. Očitno Ministrstvo za solidarno prihodnost ni opravilo svoje naloge v nobenem delu, ne v dolgotrajni oskrbi, ne pri gradnji stanovanj. Sam sem bil prisoten na predvolilnem soočenju, predsednik vlade, ko sta z kolegom Mescem licitirala o tem, koliko 10 tisoč, 20 tisoč ali 30 tisoč stanovanj boste zgradili. A veste kaj? Podobno kot pri dolgotrajni oskrbi na domu, niti enega še ni, pa smo septembra 2025. 30 tisoč stanovanj, 10 tisoč javnih, 20 tisoč javnih najemnih stanovanj, 30 tisoč stanovanj, 20 tisoč novih gradenj, okoli 4 do 5 tisoč stanovanj, 2000 javnih najemnih stanovanj, 5 tisoč stanovanj, 3 tisoč, okoli 1000, 3 tisoč, 5 tisoč, 100 hiš na mesec. Seveda, od vseh napovedanih ni zgrajenega niti enega, se pa radi slikate, ne? Tako kot v Novem mestu, pa režete trakove in tako naprej, ampak ti projekti so bili pripravljeni že veliko prej. Urad za iskanje rude in potrato časa so vprašali, kako vam kaj gre delo. In veste, kaj je bil odgovor? Iskanje rude bolj slabo, zato pa potrata časa zelo dobro. Spoštovani predsednik vlade, dr. Robert Golob. Vaša vlada se sooča s številnimi očitki o
pomanjkanju integritete in sumih korupcije. Še posebej je to značilno za vaše najtesnejše sodelavce. Samo spomnimo, Damir Črnčec, ki ste ga pred slabim letom poslali na SDH, da pripravi vse potrebno za oblikovanje orožarskega holdinga, je vzela v precep KPK, ki je ob ugotovitvah zapisala, da je zaznala korupcijska tveganja glede sistemizacije novega delovnega mesta, neobičajno hitro, celo med dopusti, glede postopka zaposlitve, neenako obravnavo kandidatov in načina sklenitve pogodbe. Po KPK tudi vi niste brez greha. Po poročanju medijev zoper vas vodi postopek, ker naj bi s političnimi pritiski kršili zakone o integriteti in preprečevanju korupcije, ter ste pri svojih ravnanjih prestopili mejo dopustnega. Ali pa vaš minister za notranje zadeve po poročanju medijev KPK vodi postopek, ker naj bi z političnimi pritiski in zaradi kršitve zakona o javnih naročilih ter vplivanju na postopek tudi vplival na odločitev, zato je pripravila zahtevo na revizijsko komisijo. Ni čudno, da zaradi podobnih dejanj v zadnji raziskavi, ki ga je objavil Eurostat, Slovenija po zaupanju v vlado najvišje kotira, ampak v negativnem smislu. 76% ljudi ne zaupa v vašo vlado. In ob tem rekordnem nezaupanju v vlado, ko ste v takšnih razmerah ob vaši zavezi na vrhu NATO zdali zahtevo oziroma obljubo v rekordno visokih izdatkih za obrambo, v bistvu s tem vzpostavljate orožarski holding, ki še dodatno krepi nezaupanje javnosti v delovanje vlade. Zakaj tako hitite z oblikovanjem državnega holdinga in zakaj oblikujete državni holding tako v nasprotju z razvitimi državami, kjer so se odločili za oblikovanje tega telesa znotraj vladnih struktur, znotraj Ministrstva za obrambe, kar zagotavlja tudi ustrezen nadzor nad porabo javnih sredstev? Najprej ne povem, da je res. Res je to, da je KPK izjemno aktivna v času te vlade, še posebej na postopkih integritete. Res je tudi to, da v naši stranki ni nobenih obsojenih kriminalcev, za razliko od ostalih strank. Se bom pa raje kot s temi pamfleti, ste jih navajali, osredotočil na investicije v varnost. In SDH se je ob tem, ko je zelo jasno prepoznal trend, ki ni samo slovenski, ki je vseevropski, o katerem govorimo že dolge mesece in jaz verjamem, da ga tudi vi podpirate, in to je trend povečevanja sredstev za varnost in obrambo v Evropi, se je odločil, da bo potem, tako kot ostali holdingi podobni po Evropi, prepoznal svojo poslovno priložnost. Naj takoj povem, da SDH niti podjetje Dovoz v ničemer nima dostopa do proračunskih sredstev za obrambo. Proračunska sredstva za obrambo in varnost z njimi v celoti upravlja Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije. Zakaj je SDH prepoznal poslovno priložnost? Preprosto zaradi tega, ker glede na napovedane nove investicije, povečane investicije, ki že potekajo širom Evrope, in glede na to, da v Sloveniji obstaja grozd zelo naprednih tehnoloških podjetij na tem področju, ki raste, ki se je povečal za 3-krat v zadnjih 2 letih po številu podjetij, ta grozd ima znanje, ki ga priznava cel svet. Zna razviti nekatere zaščitne sisteme, obrambne sisteme, varnostne sisteme, ki jih ne znajo razviti nikjer drugje. Imajo znanje, imajo zaposlene, nimajo kapitala. In ta podjetja, zasebna podjetja, najnaprednejša med njimi, si želijo, da bi svojo prihodnost lahko načrtovali ne skupaj s tujimi državami, kot katerih imajo na mizi ponudbe za nakup, ampak skupaj s slovensko državo in slovenskim državnim holdingom. Zato je nastal Dovoz. Ustvarjanje novih delovnih mest in predvsem ustvarjanje nove dodane vrednosti, ki bo potem poganjala tudi blaginjo v državi. To je edini namen. Vse to, za kar so bili nekateri ljudje obsojeni v preteklosti, se ne more ponoviti, ker bodo nakupi izpeljani slovenska vlada, tuja vlada, brez provizij in brez posameznikov, ki bi lahko tudi za politične namene uporabljali ta denar. Žalostno je, da predsednik vlade razpravo o investicijah v varnost 2 milijardi letno in danes je povedal še več, pomenuje kot pamflet. To je naša skupna obveznost, da transparentno usmislimo javni denar onkraj gabaritov, ki so bili v slovenski javnosti in politiki do sedaj prisotni 2 milijardi letno,
za neko javno razpravo, v kateri bo ljudem vrnjeno zaupanje v investicije. Spomnimo, vsak posel, ki se ga lotevate, izgublja zaupanje, zato je tako visoko nezaupanje. Dve besedi o odgovoru predsednika vlade, ki ni odgovoril in očitno njemu niso čisto jasni pojmi. Pravi, da tako kot ostali holdingi v državah Evropske unije. Saj, če ste pregledali statistiko po ostalih državah, boste ugotovili, da takih holdingov ni, kot jih ustanavlja predsednik vlade oziroma njegov odposlanec v SDH. Redke države, samo Madžarska je oblikovala takšen podoben holding, verjetno iz enakih namenov, kot jih imate predsednik vlade. In da o investicijah v obrambo, oprostite, z davkoplačevalskim denarjem iz naše srebrnine, ki je v SDH, predsednik vlade govori o poslovni priložnosti. Vidite, to je pa tisti onkraj tega, zaradi česar parlament in slovenska javnost potrebuje javno razpravo. Zakaj tako hitite z ustanovitvijo orožarskega holdinga? Katere odločitve o vstopu, lastniškem vstopu v podjetje oziroma dokapitalizaciji boste sprejeli in kdaj jih boste sprejeli? Ali nameravate še v tem letu sprejeti tovrstne odločitve in ali boste javnost obvestili o tem? Res se ne razumemo v točki, kdo sprejema odločitve o investicijah v SDH-ju. Ne, ni vlada tista, ki jih sprejema. Bom pa dal primer, ker hočem biti ilustrativen. Pa jaz tu mislim, da ne bom nobene skrivnosti razkril, ker je ta podatek bolj ali manj javen. Bom dal primer enega podjetja, o katerem se je že govorilo. O Valhalla podjetju, Valhalla Tarec. To podjetje je tarča prevzema strani tujega velikega orožarskega koncerna, ki je tudi v državni lasti deloma pa v zasebni. To podjetje si ne želi, da ga prevzame tuji orožarski posel, ki bi potem znanje, ki je nakopičeno v tem podjetju, tržil po celem svetu. To podjetje je v pogovorih z SDH-jem, da raje kot tujcu da priložnost slovenski državi. Jaz ne vem, kaj vam tle ni jasno. Jaz res ne razumem, kaj vam ni jasno. A bi se morali odpovedati in tujcem razprodati vse, kot v prejšnjih vladah, v katerih ste bili vidni funkcionar, ko je bil to edini imperativ? Jaz ne verjamem v to, da je imperativ prodajamo poceni tujcem, pa tudi če prihajajo z Madžarske, tisto, na čemer ne temeljimo naš razvoj. Še posebej ne na področju visokih tehnologij ali celo obrambe. Prav je, da takrat, ko so podjetja uspešna, svetovno konkurenčna in potrebujejo kapital, da najprej ta kapital poiščejo v Sloveniji. To ni zgodba tega orožarskega holdinga dovoz in to predsednik vlade zelo dobro ve. Mehanizmi, ki so na trgu, omogočajo to vrstne dokapitalizacije brez oblikovanja lupine podjetja oziroma nekakšnega orožarskega poštnega nabiralnika. Francija, njihov DGA, sestavljajo največji strokovnjaki v okviru Ministrstva za obrambo in šteje približno 6000 strokovnjakov. A veste, koliko ima ta dovoz na SDH-ju v tem trenutku? Še celo enega člana uprave niso najdli. Samo predsednika uprave in 3 nadzorniki, med katerimi je seveda vaš sodelavec. 4 ljudje bodo odločali o kapitalskih vložkih, kapitalskih vstopih, ustanavljanju novih podjetij za denarjem od slovenske srebrnine, to, kar je ostalo na SDH-ju, ob dodatnih 2 milijardah evrov sredstev, ki jih bomo iz proračuna namenili za obrambo na podlagi vašega dogovora na vrhu NATO. Prenehajte s to slabo prakso, ki za zaprtimi vrati, pod zakonom o dostopu do informacij javnega značaja, pod zakon o poslovni tajnosti, pod ZGD-ju zapira medijem in javnosti vse podatke, v katerih bo država prerazporejala oziroma nekaj posameznikov v tej državi verjetno po vašem navodilu prerazporejala ta sredstva. Na nobeno od mojih vprašanj niste odgovorili, predsednik vlade. Na nobeno. Zato predlagam, da v okviru Državnega zbora, v okviru poslanskih vprašanj opravimo javno razpravo na temo orožarskega holdinga, v katerem bo vlada, Ministrstvo za obrambo jasno predstavilo, v katere naložbe namerava iti, zakaj hiti oblikovanje orožarskega holdinga in kaj konkretno želi doseči na podlagi analize, ki jo je predsednik vlade v začetku julija na vrhu parlamentarnih strank obljubil, da jo bojo do septembra pripravili in predstavili slovenski javnosti, pa o tem do danes nismo slišali še nobene besede. Zato predlagam, da se o tem opravi javna razprava tu v Državnem zboru. Hvala, predsednica. Hvala lepa. O vašem predlogu bomo odločili v četrtek, 25. septembra, v okviru glasovanja.